Janez Bolka prav gotovo sodi v tisto skupino slovenskih likovnih ustvarjalcev, ki so se najmočneje vrezali v zavest slovenskega gledalca. Skoraj vsi že od malih nog poznamo njegove znamenite izvedene živali, ki si jih otroci lahko ogledujejo v ljubljanskem živalskem vrtu. Skoraj vsi poznamo znamenito atomsko Venero, ki stoji na pročelju Smelta. Skoraj vsi poznamo Jakopiča, ki stoji pred njegovim paviljonom v Ljubljani. Poleg tega pa je Janez Bolka poskrbel tudi za dve osebni prezentaciji. Ena je v domžalskem arboretumu v Volčjem potoku, druga pa tukaj v Kostanjevici na Krki. V začetku 90. let je Janez Bolka z takratnim vodstvom Galerije Božidar Jakac prišel do tega, da se realizira njegova stalna postavitev v prostorih, kjer se danes nahajamo. Seveda smo tudi tukaj pri tej postavitvi nadaljevali z uigranim tandemom, ki sta ga tvorila Janez Bolka in pa Milenko Liculj, ki je tudi zasnoval in postavil to razstavo, katere slavnostna otvoritev je bila leta 1994, potem pa je leta 1997 doživela tudi obsežno monografsko publikacijo, ki jo je svojim rokopisom seveda podpisal pokojni Milenko Liculj. Janez Bolka sodi tudi na Gorenjsko, predvsem zaradi njegove rodbine, kajti znano je, da je v bistvu bil nečak slikarja Mihe Maleša. In tudi Janez Bolka si je vedno želel, da bi postal slikar. Usoda pa je kazala drugače, kajti zaradi njegovih alergij na barve se je v okviru študija orientiral predvsem na kiparstvo in na grafiko. Zanimivo je, da se je potem šele v zrelem obdobju, v starejših letih lahko vrnil k slikarstvu, kajti napredek tehnik, akrilov in drugih umetnih barv mu je dovoljeval, da se je vrnil v tisto ekspresivnost, v tisto pastoznost, ki si jo je vedno želel upodobiti na ploskve. Obenem pa je in je bil ustvarjalec, ki ga ni motilo nobeno obdobje, nobena stilna razvojna faza in lahko rečemo, da je bil eden prvih in pravih produktov Ljubljanske akademije za likovno umetnost. Tiste akademije, ki je bila še čisto sveža in po drugi svetovni vojni v bistvu Evropska akademija, kajti profesori, ki so prvi poučevali na tej akademiji, so prišli tako iz Zagreba kot iz šolanj v Pragi, nekateri z vtisi Pariza in drugih okolij. Bolko prištevamo tako kot začetnika slovenskega nadrealističnega kiparstva. Seveda je Bolka začel svojo umetniško pot v nekem duhovnem času Evrope, ko je Evropo po drugi svetovni vojni preveval ekspresionizem. Čutiti je bilo tesnobnost sodobnega človeka in takšne so tudi prve Bolkine skulpture, ki se nekako potem v različnih ciklih navezujejo in izpovedujejo ta umetniški kredo pravzaprav ves čas. V začetku njegovih ustvarjalnih del v poznih 50. in po zgodnjih 60. letih je bilo zanj značilno, da je s tehniko asemblaža že iz nekih izdelanih predmetov gradil skulpture. Zelo značilna in simptomatična pravzaprav za njegov opus je skulptura, ki jo je naredil iz
delov orožja iz puškinih cevi, izdelov vil in drugih kmečkih orodij, ki so jih uporabljali puntarji pri kmečkih uporih. In na tak način pravzaprav, ko je prelevil orožje, objekt groze in smrti v vzvišeno umetniško delo, izkazal svojo humanistično noto, ki jo je potem z leti samo nadgrajeval v ciklih Ivana Cankarja, pa potem Ribničana še prej in potem prav tako zoomorfnih podobah živali, ki so znane javnosti. Pri grafiki se ni ustrašil delati v sitotisku, ki je bil v začetku gledan z neko skepso, posebej pri učiteljih, ki so bili velemojstri jedkanic, akvatinc, suhe igle in podobnih tehnik. In tem osnovam tej tehniki je Janez Boljka dodal motiviko. Njegova motivika je v bistvu ostala vedno prepoznavna, kajti pri večini njegovih slik, grafik in kipov lahko trdimo, da izhaja iz neke klasične risbe in ta risba vedno ohranja neko trdno jedro, pogosto temno jedro, in to temno jedro mu potem predstavlja neko predstavnost tako za kipe, kot za ostale ploskovne in slikarske tehnike. Prvi tak izraziti opus, ki je Boljko zaznamoval in ga spremljal celo življenje, je razvoj motiva Ribničana, ki je pravzaprav nosi v sebi neko nacionalno konotacijo, saj simbolično govori o tem našem človeku, ki svoje znanje, svoje delo gre prodajati na tuje, da bi s tem sebi zagotovil lastno eksistenco. Seveda ta opus izhaja iz skulptur poznih 50-ih in začetka 60-ih, iz ribniških motivov, kjer je močno značilno abstrahiranje te podobe, pravzaprav do prepoznavnosti, in potem počasi podoba dobiva neke prepoznavne elemente in pa istočasno tudi neko nadrealistično konotacijo. Tako na primer ta skulptura, ki je še narejena v varjenem železu, predstavlja Ribničana, ki je že prepoznaven, abstrahiran. Potem v koncu 60-ih, ko pa Boljka preide večinoma v bron, pa še vedno ohranja to izrazito vertikalno linijo pri teh skulpturah, vendar mu s tem, ko tem Ribničanom nalaga vedno več te suhe robe na njihova ramena, na njihova pleča, a obenem doseže ta učinek, da več, ko imajo na sebi, lažje pravzaprav nosijo to breme, simbolično, nadrealistično pravzaprav pove vse o našem malem človeku. Edina skulptura, kjer Boljka pri tem motivu Ribničana gre ven iz te izrazite vertikalne linije, je skulptura Ribničan kot Napoleon, kjer te predmete suhe robe Ribničanov na ramena obesi v obliki neke pahljače, nekih kril, ki nekako simbolično nakazujejo lahkost oziroma voljo, ki jo izraža ta človek za svoje lastno preživetje.
iz Ribničana se Boljka sprehodi z neko klasično logiko do novih figur, ki predstavljajo ustvarjalce. Med prvimi ustvarjalci, ki se pojavljajo, je glasbenik, običajno saksofonist, kar nakazuje na neko drugo razstavo, ki se pravkar odvija tudi v Kranju, na slovensko popevko. Kajti videti je treba, da se v 60. letih, ko se formira Janez Boljka kot ustvarjalec, pojavlja tudi serija jazz festivalov Odpiranje proti zahodu, in to je začutil umetnik seveda bolj občutljivo kot mi vsi, in zato se mu ta glasbenik z nekim takrat navidezno modnim ali pa modernim inštrumentom, kot je bil saksofon, pojavlja v desetinah različic, ki se potem vrtijo tudi do grafičnih in drugih tehnik. Likovni kritiki so ob njem seveda radi zašli v opisovanje notranje motivike, kajti v tem času so bile aktualna tudi raziskovanja vesolj, aktualno je bilo preizkušanje atomskih bomb, in zato se mu pojavljajo ta železna mesta, atomska mesta, in vse to preraste v neko figuro, v neko muzo, in ta muza se potem imenuje lahko ali atomska Venera ali hirošimska Venera, in že z imenom samim nakazuje tisto osnovo, v katero se premika. Posebej moramo tukaj poudariti še nek ciklus, ki Boljko odvrača od tega, da je v bistvu dobil Prešernovo nagrado. Kajti, če bi govorili o nagradi, ki bi jo moral Boljko prejeti, bi bila to Cankarjeva nagrada, ampak take nagrade nimamo, kajti Ivan Cankar s svojim pisanjem, svojo figuro, svojo pojavnostjo je bil še ena od tistih tem, tistih navdihov, ki držijo samega Boljko od zgodnjih upodobitev pisatelja do sodelovanj na 2 natečajih, pa do poznih upodabljanj, ko v žarečih barvah slik iz nekih samozavestnih potez na slikah sijejo Cankarjevi brki, in tista druga figura, ki se pojavlja ob Cankarju, to je običajno muza. Cankar je bil ta figura, skozi katero pravzaprav še dan danes lahko gledamo na stanje kulture tako, kot ga je Boljka začel kazati že v zgodnjih 70. letih. Te podobe, ki jih je Boljka izvedel in prijavil na natečaj, so seveda v naši javnosti dvignile toliko prahu zaradi te njegove izrazito ekspresionistično nakazane note, za te močno nakazane očesne votline, naprimer, na to zgradnjo, semblično zgradnjo kipa, ki je bila zelo značilna za Boljko in skozi katero je pravzaprav hotel ujeti srž bistva, ki ga je poosebljal Cankar. Na drugi strani pa je izvedel v podobnem duhu še 2 zelo značilni figuri slovenske moderne. Ena od teh figur je seveda slikar Richard Jakopič, kontrapol Jakopiču pa nekoliko bolj introvertirani Stupica. Tudi te 2 upodobitve sta nekako simbolično dopolnjujeta ta njegov kredo o slovenski umetnosti, ki pa na konec koncev ni prikazan kot neko jadikovanje, kot neko ubogaj me, ampak bolj kot nek ironičen prikaz družbe in pa stopnje razvoja v tej družbi.
Mi pogosto govorimo o nekih moških herojskih figurah, Boljka nikoli ne zaide v neko herojstvo, ampak vedno ostaja pri izžarevanju notranje energije. In ta notranja energija se kaže tako kot pri že omenjenih slikarjih in pri Ivanu Cankarju, tudi pri figurah, ki so Boljko postavili na obzorje ustvarjalca, ki je poznan praktično v vsakem slovenskem domu. To je ustvarjalec živali. Vendar to niso verne živali, ki bi samo posnemale neko obliko, anatomijo bika, nosoroga, žirafe, zebre ali cele vrste drugih figur. To so predvsem notranja občutenja samega ustvarjalca, ki znotraj določene figure začuti samega sebe, izražanje samega sebe v neko, lahko rečemo, kar materialnost. In zanimivo je, da se tukaj srečamo še z eno vlogo ustvarjalca. Janez Boljka ni bil nikoli tisti slovenski ustvarjalec, ki bi skušal igrati na struno nekega večnega, nezadovoljnega, nekega zatiranega umetnika, pa se ni družil ne s političnimi oblastmi, ni zapadal ne nekemu pedagoškemu poklicu, ampak je vedno vlekel eno samo rdečo nit, ta rdeča nit je ustvarjanje samo. Tudi pri animalističnem opusu, ki je konec koncev širši javnosti mogoče celo najbolj znan, saj vsi poznamo znamenite evrokovance, ki sta jih skupaj z Liculom zasnovala za slovenski tolar. Boljka ostaja trdno zvest svoji izrazito avtorski psihološki noti, ki jo je izražal že v prejšnjih ciklih tako Ribničana kot tudi Cankarja. S tem, da te simbolično izkazane antropomorfne oblike sedaj prikaže v zoomorfni obliki. Tako tudi izbira svoj nabor živali, ki jih je upodobil. Največkrat sta to nosorog in pa bik. Zelo pogosti sta tudi družine opic. Ta je bila tudi ena njegovih prvih animalističnih skulptur že konec leta 50. Zbira jih pa seveda na način, da lahko skozi njih pravzaprav mogoče še na nekoliko bolj grotesken način, kot je to storil pri antropomorfnih oblikah, izkaže vso to igro, ki jo svet vsak dan uprizarja. Seveda sta tukaj nosorog in bik tista, ki nekako nosorog s svojim težkim oklepom, okretno hojo in s tem izrazitim rogom, bik z zelo jasno izraženimi rogovi, nekako simbolizirata to moško moč, katero je mogoče opaziti pri Boljki. Tudi pri ostalih skulpturah, precej tega je vidnega v ciklu umetnika ali avtorja, ki poležava svojo muzo na divanu. Poskuša nekako nakazati te lastnosti, ki jih ponavadi poosebljamo in jih kot neke vrednote in primerjave kažemo v družbi. Manj znana pa je Boljkova sakralna plastika. Nastajala je, lahko rečemo, že v 80-ih letih, predvsem njegovi kipi Kristusa, ki prestopajo iz podobe Cankarja v trpečega Kristusa na križu in nazaj. Druga skupina figur, ki pa se je razvila iz njegovih kipov matere z otrokom, je prestopila v ekspresivne pietà.
In redki Slovenci vedo, da so ob prelomu tisočletja na romanju v Rim praktično identično pietà darovali takratnemu papežu kot dvojnost, kot izjemen likovni izdelek Slovenije in kot značilen motiv, ki je seveda doma v Vatikanu z Michelangelovo pietà. Boljka ne ponavlja, Boljka ustvari svojo mati s sinom. Ta mati je polnokrvna žena, obenem pa kraljica, ker se kaže seveda s tem simboličnim diademom na njeni glavi. Kristus pa je tako izrazito trpeč, da mu manjkajo celi deli telesa, ampak kljub temu slutimo to polno moško telo, ki ustvarja dinamiko združenja matere z mrtvim sinom in predstavlja eno res poznih del Janeza Boljke, ki ni nikoli patetičen kot neki drugi ustvarjalci sakralne plastike, ampak je vedno izrazit ustvarjalec, zvest predvsem samemu sebi. Kipar in slikar, kljub svoji izjemni izpovednosti, bi ostal marsikdaj anonimen, če ne bi imel sodelavcev ali pa tistih ljudi, ki so znali poudariti njegove najgloblje plati, postavljati njegove razstave, fotografirati njegova dela. In na prvem mestu je tukaj treba omeniti fotografa in kamermana Janeza Kališnika, ki je spremljal in snemal Janeza Boljko že na Jesenicah v času njegovih ustvarjanj v železu, ob tem pa gotovo tudi žal že pokojnega oblikovalca Mileta Licula. Mile Licul je bil prefinjen ustvarjalec, ki je začutil tisto najbolj intimno noto Janeza Boljke in mu je zato ne samo ustvaril več monografij, ampak mu je postavljal razstave od New Yorka do Beljaka in obe njegovi stalni zbirki. Eno s temi značilnimi rjastimi podstavki v Kostanjevici na Krki in drugo, ki je na Gorenjskem, to je v Volčjem potoku pri Kamniku. Boljka je bil vedno dobrovoljen in ta dobrovoljnost seveda se je izražala tudi v tisti samozavesti, ki je nujna za neko ustvarjanje, kjer se kipar ne ustavi ne pred iskanjem naročnika, ne pred iskanjem težav v materialu, ampak je vsaka taka malenkost ustvarjalcu samo naslednji izziv, da prestopi ta izziv in ustvari spet nekaj novega, drugačnega. V vsakem izdelku lahko mi iščemo več plasti. Eno je avtorstvo, eno je tehnika, eno je velikost, eno je osnovni motiv, potem pa plastimo po tem izdelku in srečujemo tiste drobne finese, ki so spet nasledene v najboljši tradiciji Gabriela Stupice in drugih vzorov, v nekih kolažkih slik drugih umetnikov ali pa umetnika samega, v neprikriti in veseli erotiki, ki nikoli ne prestopa praga banalnosti, ampak kaže enako življenjsko silo, kot jo kažeta na primer dva nosoroga pri njunem aktu ali pa napetost nekega bika, za katerega ne veš, ali se že pripravlja za naskok na bikoborca ali na kaj drugega. In to je tisto osnovno sporočilo, osnovna poanta, ki jo Boljka vedno posreduje kot svoje osnovno sporočilo nekemu gledalcu. Nikoli ne skriva
svojih čustev. In ta čustva so potem, lahko rečemo, kar eksplozija tistega, kar se lahko s kamero prikaže kot neka erupcija barv v posamezni sliki. Bolj ko lahko kot nekakšnega homo univerzale, saj je njegov izjemno velik ustvarjalni opus nastal tako na področju kiparstva kot grafike, kasneje tudi slikarstva. Že prištevamo k velikanom, ki so sooblikovali slovensko moderno umetnost in ki jih je tudi sam v svojih ciklih, kot smo omenjali, upodabljal. Seveda je Boljka za svoja dela prejel tudi najvišje državne in pa mnoge tuje nagrade. Do leta 1988 nagrado za življenjsko delo. Boljkovo kiparsko delo nas seveda navdihuje in na konec koncev na nek način opozarja, da se zgodovina vendarle ponavlja.